Torej, ljubezen, to je neka taka mistični pojem. Kaj bi se predstavlja ljubezen? Kaj je to na strokovnem smislu? Kaj je ta pravlična zaljubljenost, ki jo vsi občutimo, ko nekako srečamo pravo osebo? Najprej bi vas popravil v tem smislu, da je fajn, da ločimo ljubezen in zaljubljenost. Pri zaljubljenosti gre namreč za to, da je to na nek način stik z nerealnostjo. Namreč vsi ljudje imamo v svojih glavah neko sliko idealnega partnerja, kako se obnaša, kako izgleda in tako dalje. In potem srečamo neko osebo, ki se naprimer poklapa s to mojo sliko, ki jo imam v glavi, v eni zadevi. In kaj jaz takrat naredim? Vzamem sliko svoje glave, jo pripopam osebi na glavo in rečem, to je to. To je enostavno ni važno. Princip generalizacije, posploševanja. V bistvu pa to ni ta oseba. In zaradi tega... Pa mogoče prihaja do tega, ko si ustavimo to sliko v možgane, da si pa zatiskamo oči pred ostalimi lastnostmi, ki jih pa spoznamo. Točno to. Prav zaradi tega govorimo o generalizaciji. Na podlagi ene lastnosti sklepamo, da je taka kot moja slika v moji glavi. In zaradi tega kasneje ljudje so razočarani. Razočarani so zato, ker verjamejo, da jih je on začaral, da je igral in tako dalje. Ampak v bistvu sem zadeva v tem, da je bolje spoznal to osebo in je videl, da se ne sklada direkt s to sliko. Zato je v bistvu, nekje sem bral informacijo, sem videl, da je danes zmeraj več ljudi, ki so samski pri 30 letih še zmeraj. Mislim, da niso v neki resni zvezi. A je to, ki je s tem povezano? Včasih recimo so se ljudje poročali pri 21, 22 imeli otroke, pri 25, zdaj so pa ljudje, ki so popolnoma izven resne zveze, pri 30. Po mojem je to povezano z večjimi zadevami. Ena zadeva je že same norme, ki vladajo trenutno v družbi. Včasih je bila norma, da je bilo treba pri določenih letih, okrog 20 let, se poročiti, imeti otroke, družino in tako dalje. Tu starši so zelo silili, otroke. Točno to in pričakovalo se je, da bo takrat poroka otroci. Danes so norme malo drugačne. Ljudem, mlajšim odraslim je dovoljeno, da dlje časa iščejo partnerja. Se pravi, to je ena od zadev, da je norme to omogočajo. Druga zadeva je, ki je povezana s tem, je ta, da je precej v naših glavah princip potrošniške družbe. Kaj to pomeni? Ko mi, naprimer, obrabimo neko stvar, ki smo jo kupili v trgovini, kaj naredimo? Vržemo stran in kupimo novo. Podoben princip se je nekoliko preselil tudi v naše glave, v naše misli, kar se tiče partnerjev. Torej, da se naveličamo in iščemo novega. In marsikdo potem tudi ostane sam. Tretja zadeva so visoka pričakovanja, se pravi nerealna pričakovanja, kaj jaz želim. A to mogoče, kot recimo gledamo v filmih, tista ljubezen, začaranost, ki traja pol večno, oziroma vsaj da občutek, da bo trajala večno? To je mit, ne? To je mit, pa tudi v filmih največkrat prikazujejo prej omenjeno zaljubljenost, ne toliko ljubezen. V nekaterih filmih tudi. Poleg tega pa tudi veliko v filmih dajejo na neko strast. Se pravi to, kar jaz nekje v ozadju pogrešam in potem to dobim in potem to želim z veliko žlico zajeti. To pa tudi razne neke psihološke igre, se pravi neke zgodbe, ko se dva najdeta, pa potem pride zelo rado do tega, da ena oseba prevzame vlogo žrtve, druga oseba rešitelja, pa potem ta druga oseba presedla v vlogo preganjavca in tako dalje. To je v bistvu neki taki kot scenariji za filme. Točno to. V bistvu je mogoče problem v tem, da ljudje, ko smo v zvezah, da nekako živimo kot po nekem filmskem scenariju, da to pričakujemo od njih. Tudi nekateri. Bi pa jaz bolj rekel, da filmi povzamejo te naše scenarije, ki jih vidijo in ki jih določeni ljudje živijo in potem to nekako upodobijo v tem filmu.